Jelena Dimitrijevič nam je tudi za ta mesec pripravila odličen smuti za vse, ki vas zanima post in bi ga lahko začeli prav s smutijem, ki ga Jelena danes predlaga. Lep pozdrav vsem. Poletje je tak idealen čas, da si pomagamo nekako, da tudi spodbudimo svoje telo, da se razstruplja, da se razkisa. Post je idealen način, da to počnemo, ampak včasih kar težko gre in se je treba navaditi in pripraviti za tako obliko razstrupljanja svojega telesa. Zaradi tega danes predstavljamo eno tako prehodno varianto, ki jo lahko izkoristite recimo za en dan takega polposta ali take variante polnovrednega posta s smutijem, ki ga bomo danes pripravili. Bomo dodali seveda temno zeleno listnato zelenjavo, tukaj imamo špinačo, lahko je kakršnakoli druga zelenjava. In potem imamo kumare, ki so zdaj v tem času itak v obilju. Kumare so izjemno dobre, zaradi tega, ker tu deluje izotonično, vsebujejo veliko kalija, vsebujejo veliko različnih mineralov. Seveda limona, pa nekaj avokada za koristne maščobe. Danes pa bomo dodali še eno posebno mešanico, ki je res vsem priporočam. Lahko naredite s tem kuro, lahko dodajate v kakšne zelene sokove, sveže stisnjene seveda, lahko v kakšne smutije. To je tale naša mešanice, ta življenjski napitek, ki vsebuje res marsikaj koristnega. Rastlinske beljakovine, potem spirulino, klorelo, ki tudi vsebujeta veliko beljakovin, veliko klorofila, veliko mineralov, vitaminov, tudi razstrupljevalno delujeta. Potem kakšne medicinske gobe, liofilizirano zelenjavo, potem jagodičevje. Pa še zelo pomembna stvar za delovanje našega imunskega sistema in črevesja tudi vsebuje, ta mešanica vsebuje probiotike, prebiotike in encime. Tako da, če bomo to kombinirali, bomo naredili res tak en zdravilni smuti in smo lahko pol cel dan samo na takem smutiju ali kakršnekoli druge kombinacije pride v poštev, s tem, da lahko dodamo še ta dodatek. Seveda, zraven so naše začimbice. Danes jih ne bomo konkretno dodali, ampak vi jih lahko dodate v vaše smutije. Vse, kar spet zmanjšuje vnetje v telesu, kakšen ingver, galangal, potem cimet, janež, koromač, karkoli od teh začimb, o katerih smo že veliko govorili. Tako pa dajmo te sestavine v naš blender. Se pravi, osnova je kot vedno lahko voda ali kakšna kokosova voda. Kot smo že omenjali, recimo tudi kakšen vodni kefir, tudi če imamo možnost kakšen sveže stisnjen zelenjavni sok. Korenčkov recimo je izjemno dober zaradi tega, ker tudi obnavlja naše sluznice, posebej črevesno sluznico. Tako da se lahko igramo s temi okusi, ampak definitivno naj je poudarek predvsem na zelenjavi, ker zelenjava je tista, ki nam bo dala veliko bazičnih mineralov in veliko snovi, ki nas bojo razstrupljale. Zaradi tega pa se lahko znebimo vseh tistih toksičnih snovi, celic, ki so recimo že poškodovane, tudi kakšnih rakastih celic in tako naprej. Tako da bomo tole zmiksali. Evo, takole. Takole. Zdaj spet, kot vedno, je lahko bolj gost, lahko je bolj redek. Fajn je, da v bistvu ga ne zmiksamo čisto do konca, da ostanejo tudi kakšni koščki zaradi vlaknin, ki so v sami zelenjavi. Pa uživamo v taki, jaz bi rekla, eni juhici, a ne? Kar res osvežilna.